Žive, Karla. Živijo. Pogovarjajo se o razstrupljanju, Ja, o koristih razstrupljanja, o blagodejnih učinkih. tako je. In vendar vsako stvar je treba delati na pravi način, zato da bi imela maksimalen učinek. Tako je. Kateri so osnovni principi razstrupljanja, ki jih lahko svetuješ? Ja, glej, zdaj spet odvisno, z katere pozicije štartamo, jaz rečem. A ne? Nekdo, ki je zagrisen mesojedec, ki poje veliko živalskih beljakovin, zanj je sigurno pomembno, da recimo zmanjša vnos živalskih beljakovin. Potem nekateri ljudje so kruhoholiki, jaz rečem, ali pa čokoholiki, imajo radi kruh, imajo radi sladkarije, zmanjšati. Razstrupljamo se že, če v telo vnašamo hrano, ki vsebuje manj toksinov, kot jih je naše telo sposobno izločiti. Se pravi, če pospešimo izločanje toksinov, to že pomeni, da se razstrupljamo. Vsekakor, pač tisti neki osnovni principi, zmanjšati živalske beljakovine, potem zmanjšati ali pa za eno obdobje kar prekiniti hrano, ki vsebuje moko, recimo, se pravi, zdaj tukaj govoriva o glutenu, tudi pohitri razstrupljanje, potem vsekakor bi se bilo fino odpovedati sladkarijam, oziroma izbirati kakšne bolj zdrave variante, potem odpovedati se zagotovo alkoholu, če se le da tudi kavi, cigaretam, raznim sladkim napitkom, recimo kole, sladki sokovi, ledeni čaji in tako naprej. To so vse tiste stvari, ki jih je pametno izločiti oziroma zelo, zelo omejiti, če se želimo učinkovito razstrupljati. Recimo tudi, da pravilno pripravljamo hrano, da se odpovemo cvrtju zagotovo, da se odpovemo prekomernemu pečenju, prekomernemu kuhanju, da hrano pripravljamo na način, da obdrži čim več hranil. Se pravi, vitamini, minerali, encimi, to je podpora pri razstrupljanju in nam pomaga razstrupljati organizem. Čim pripravljamo hrano na način, ko ta pomembna hranila uničujemo, je to že lahko problem. Hvala, Karla.